Lansko leto, ko je nogometni klub Jezero Medvode zabeležil 50 let delovanja, so domači nogometni navdušenci doživeli še enega od hujših udarcev. Poplave, ki so skorajda v celoti uničile klubske prostore in ostalo infrastrukturo v Medvodah in tako še dodatno potopile medvoški nogomet. Vsak klub ima vzpone pa padce, vsako društvo ima vzpone pa padce in žal je ravno ob tej okrogli obletnici prišlo do tega, da se je našel medvoški nogomet na verjetno najnižji točki, kot je lahko. Zato smo se starši že lansko leto začeli pogovarjati o tem, da bo treba narediti neke spremembe. Vrhunci so bile pa seveda lanskoletne poplave, po katerih se nismo uspeli nikakor pobrati, ostali brez vsega in smo začeli potem z akcijo menjave predsednika. Članov nogometnega kluba Jezero Medvode je 113 in dobrih 20% njih oziroma njihovih zastopnikov, torej staršev, se je udeležilo izrednega občnega zbora, na katerem so razrešili aktualnega predsednika Dejana Vukoviča in za eno leto imenovali Vita Klavoro. Mi smo se odločili, da je najlažja pot do te menjave to, da samo menjamo predsednika, dopolnimo upravni odbor. Vse ostalo pa potem v tem normalnem doglednem roku enega leta uredimo pa pripravimo. Pa do takrat bo pa vseeno kar nekaj dela potrebnega opraviti. Članska ekipa bolj v veselje tekmuje v 5. ligi, ima pa močno zaledje. Klubsko mladinsko nogometno šolo predstavljajo sekcije od 8. do 18. leta, pri razvoju igralcev pa projektno sodelujejo z nogometnim klubom Škofja Loka in tako skrbijo za kvalitetni in kvantitetni igralski kader v mladinskih selekcijah. Kadeti in U15 se na primer borijo za vstop v 3. slovensko ligo. Novo vodstvo si je za cilj zadalo zagotoviti pogoje za dobre treninge tudi po poplavah, okrepiti trenersko ekipo in izboljšati odnose z lokalno skupnostjo. Ja, seveda, najprej je tisto, brez česar nogometa ni, se pravi igrišče. Tukaj so se neka dela že začela, da bo otroci sploh lahko imeli treninge in posledično tekme. Člani recimo niti ne morejo v Medvodah igrati tekem, ker je tudi igrišče v Smledniku premajhno. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je zagotoviti potrebno opremo, žoge, drese in podoben material za treninge, ker je vse, kar je bilo, je šlo soro naprej. Tista tretja točka je pa predvsem vzpostaviti dobre odnose z občino, z Zavodom za šport, tudi z osnovnimi šolami, ker eno cilj je tudi to, da bi vrnili nogomet v šole v obliki krožkov, s čimer bomo lahko povečali tudi naše članstvo. Do danes pa še ni padla dolgoročna odločitev, ki je odvisna prvenstveno od državno-tehnične pisarne, kje bo v prihodnje nogometno igrišče s klubskimi prostori, ali se bo lahko preselilo v načrtovani športni park na drugi strani Sore, kot je želja vseh deležnikov, ali se dolgoročno rešuje sanacijo na obstoječi lokaciji. Vsekakor bo cilj vseh, da se nogomet preseli na drugo stran reke Sore, ker verjetno marsikdo ne ve, da tudi ko ni teh velikih poplav, se večkrat zgodi, da klubske prostore Sora zalije vseeno. Mislim, na zadnje nekih 6 let nazaj so bili prostori tudi pod vodo, tako da realna rešitev, mislim, najbolj optimalna je selitev na drugo stran in tam postavitev igrišča, novih prostorov, ker trenutni prostori so itak primerni samo za rušenje.